Tik ob jezeru Jasna v Kranjski Gori je vse od 70 let poznano gostišče Milka. Medtem ko se je v preteklem stoletju v njem odvijalo ogromno kulinaričnih zgodb, nekaj časa pa je delovala še diskoteka, je nato stavba izgubljala svoj blišč in molče propadala. Dokler ni prišel pravi, ki jo je zbudil iz negibnega sna in ji nadel novo podobo. Da je okolica tegale objekta nezaslišano lepa, je jasno že na prvi pogled. Ampak kako te čudovite prizore prenesti tudi v notranjost, tudi s tem izzivom so se uspešno spopadli arhitekti. Prenovo Milke so novi lastniki začeli načrtovati med zaprtjem družbe v letu 2020, ko jim je nemoteno delo oteževalo pomanjkanje materialov, bolniške odsotnosti delavcev, podražitve in s tem povezano nedoseganje zastavljenih rokov. To specifično obdobje pa je po drugi strani imelo tudi prednosti, saj so v ekipo uspeli pritegniti ljudi z mednarodnimi izkušnjami, poleg tega so lahko do potankosti razvili koncept hotela, namenjenega preživljanju prostega časa na nepozaben način. Kaj ste si želeli? Kakšna izhodišča ste si na začetku zastavili? Pri razvoju samega projekta je bil prvi vidik, kaj bo želel, zahteval zahtevan gost. Tako smo v vsaki sobi namenili ta lep pogled na jezero Jasno. V vsaki sobi smo poskušali definirati, najti en wow efekt. Kjer je šlo, smo umestili samostoječo bano, privaten džakuzi. Pri teh večjih svitah smo se pa potem tudi veliko ukvarjali s tem, da bo veliko prostora za razgrnitev garderobe, gospe in gospoda, da bo udobje in za nočni del in za dnevni del. Ja, mi smo želeli narediti tak lep, eleganten, prijeten ambient iz naravnih materialov. Zgledovali smo se po okolici, po naravi, ki nam jo ponuja. Navdih nam je bil jezero Jasna, ta naravna okolica. Za izhodišče smo vzeli 3 naravne materiale, kamen, les in pa kovino, in to nadgradili potem z barvnimi poudarki. Ja, od modrih in zelenih tonov odtenkov hribov in jezera Jasna poleti, bolj toplih rumenkastih tonov, ki se navezujejo na jesensko listje, do različnih odtenkov sivin, ki izhajajo iz barv zasneženih vrhov in lokalnega kamna. Pri izbiri kamna so bili zelo pozorni, da je primeren za tukajšnje zimske razmere in da gre za slovenski kamen. Objema celoten spodnji del objekta kot kamnit podstavek z vhodnimi kamnitimi stopnicami. V notranjosti je uporabljen kot talna in stenska obloga. Pojavlja pa se tudi na pohištvenih kosih. Recimo je glavni poudarek jedilnice kot kompozicija monolitnih kamnitih blokov in je kot protiutež razgledu na jezero Jasna na nasprotni strani prostora. Veliko ste dali tudi na trajnost, predvsem pri izbiri materialov. Ste bili kar izbirčni, a ne? Kaj vse najdemo tukaj? Seveda, že pri inštalacijah, če začnemo, smo v sobe umestili tako lokalno prezračevanje, seveda tudi hlajenje, prezračevanje skupnih prostorov iz kurišča v zimskih mesecih, celo odpadlo toploto iz kuhinje. Tudi uporabili smo rešitve pametne hiše. Tudi pri uporabi samih materialov smo poskušali za seboj pustiti čim manjši ogljični odtis. Naprimer, kamen je pridobljen iz kraških kamnolomov tukaj čez Alpe. Konstrukcija mansarde je bila v celoti prenovljena z CLT, križno lepljenim lesom. Veliko pozornosti je bilo namenjeno tudi pri čim manjši količini uporabljene plastične embalaže. V hotelu, ki ga krasi tudi serija slik priznanega umetnika Mihe Laha, se nahaja 6 sob, prostor za sprostitev s finsko savno ter bar in restauracija z Michelinovo zvezdico. V vsaki sobi oziroma suiti je nekaj, kar pritegne pozornost. Tako so v eno umestili zunanji džakuzi, v drugi je samostoječa kad s pogledom na gore, tretja je svojo oblazinjeno bralno nišo namenjena knjižnim moljem. Četrta preseneti z možnostjo elektronske zameglitve oken z namenom doseganja večje zasebnosti. 2 pa so dodali celo strešno okno s funkcijo francoskega balkona,
za še lažje opazovanje čudovite okoliške panorame. Domen, strešni balkon je v resnici malo posebno oziroma zelo posebno strešno okno. V čem se razlikuje od običajnega strešnega okna? Ja, strešna okna so praviloma en sam element, ki ga potem po ljudnem številu lahko kombiniramo med seboj. Strešni balkon je pa že v osnovi sestavljen iz dveh delov, in sicer spodnji element, ki se odpre navzven in je potem kot ograjca, in pa zgornji del, ki se odpira pa navzgor in je zelo podoben našemu panoramskemu strešnemu oknu. Zaradi same zasnove je tudi sama dimenzija tega strešnega balkona nekoliko drugačna, predvsem je bistveno večji, ker recimo strešna okna se lahko dolžine do maksimalno 180 cm, strešni balkon pa presega 2,5 metra. In ker je tako poseben, so pa seveda nekoliko strožji tudi pogoji za samo vgradnjo v primerjavi z klasičnimi strešnimi. Torej, ja, kje sploh lahko vgradimo strešni balkon? Ja, praviloma morata biti izpolnjena dva glavna pogoja. In sicer eno je naklon strehe, pri strešnih oknih je načeloma med 15 in 90 stopinj dovolj, pri strešnem balkonu mora biti od 35 do 53. Razlog je predvsem v zasnovi spodnjega elementa, pač te ograjci. Pri položnejšem naklonu je ta ograjca previsoko postavljena, tudi malo visina noter. Pri strmejšem naklonu bi pa ograjca pomaknjena preveč na ven in v obeh primerih ni to ne estetsko, ne funkcionalno. Drugi pogoj je pa izvedba strehe, ki mora biti brez kolenčnega zidu oziroma vsaj minimalni kolenčni zid, ker na ta način zadostimo, da je balkon res na taki višini ograjen, da omogoča tisto izkušnjo balkona, se pravi, da je ograjca nekaj okrog 1 metra. Se pa v določenih primerih, kjer je kolenčni zid nekoliko višji, tako kot recimo imamo tudi v tem primeru, zadevo da rešiti z podestom. Ta podest nas potem dvigne na ustrezno višino, hkrati tudi en tak poseben element v prostoru lahko nastane, pa tudi kot neke vrste dodatni prostor za hrambo, recimo. Strešni balkon optično poveča prostor, vanj pripelje lepe vedute in s tem dvigne kakovost bivanja. Z balkona imamo možnost razgleda v 3 ravninah. Vidimo nebo, lahko se zazremo v daljavo, v nivo horizonta in vidimo, kaj se dogaja v okolici objekta pri tleh. Seveda je pomembna tudi izkušnja, da smo na 2 mestih hkrati, na prostem pa čeprav še vedno v interjerju. V katerih primerih pa nam prav pride strešni balkon? Načeloma nekih omejitev, razen seveda teh z vidika vgradnje, ni. Lahko ga postavimo v katerikoli prostor, čisto odvisno od želja, od potreb. Je pa praviloma mogoče strešni balkon, ki je tako poseben, preugrajen v kakih dnevnih prostorih ali pa kakšne galerije, recimo v mansardah. Strešni balkon je dejansko na ta način res omogoča v mansardah ustvariti balkon, ki mogoče recimo ne bi bil možen. Na tak način se res lahko tudi seveda bivanje povečuje, sploh če imamo tako krasno okolico, kakršna je tudi v tem primeru. Sicer ima vsak apartma oziroma vsaka soba neko svojo zgodbo in podobo, ampak tale mi je pa najbolj zanimiv, ker je noter ostala neka skala. Kakšna je zgodba tega? Ja, to je ta živa skala, ta je tukaj že od nekdaj. V bistvu takrat, ko se je gradil ta objekt, je verjetno niso mogli razbiti in potem so se pač odločili, da jo bojo ohranili. Sej verjetno, dokler je bila klet, je bilo to vse v redu. Potem je bila pa tukaj diskoteka, ne? Prav tukaj je bilo plesišče, ali kaj? Tukaj je bilo plesišče in skala je bila v središču pozornosti, tako da ima eno posebno zgodovino. No, in zdaj smo jo pa tudi mi ohranili. Se pravi, po tej skali se ta soba tudi imenuje. To je Rock Suite. Morda ima suita res kamnito srce, zato pa toliko bolj nežno poboža dušo. Iz nje se odpirajo nepozabni prizori narave, razgledi na dvoje medsebojno povezanih umetnih jezer ob sotočju velike in male Pišnice ter na kuliso Razorja in Prisanka v daljavi.